Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Velikokrat smo že slišali za pojem reinkarnacija, a vsak ima svoj pogled na njo in verjame ali pa ne verjame vanjo. Danes se bomo zato pogovarjali o reinkarnaciji, torej o ponovnem rojstvu, o življenju po smrti. Zastavili si bomo torej najpomembnejše vprašanje, ali reinkarnacija sploh obstaja. O tem nam bo pripovedoval in dal pojasnila gospod Ananda, ki gosti na naši televiziji in je prava oseba, da nam pojasni, kaj je to reinkarnacija, tudi na podlagi svojih lastnih izkušenj, saj že praktično od rojstva prakticira jogo in meditacijo. Gospod Ananda, lepo pozdravljeni. Dober večer. Seveda, kar prvo vprašanje je to najbolj preprosto, torej kaj je reinkarnacija, kako jo najlažje pojasniti našim gledalkam in gledalcem? Reinkarnacija pomeni ponovno rojstvo. Se pravi, ko umremo ali zapustimo telo, se ponovno rodimo. Zdaj, obstaja pa še inkarnacija. Inkarnacija je pa tok rojstev ali potek, ker večina ljudi verjame, da obstaja samo reinkarnacija, ponovno rojstvo, eno rojstvo. V bistvu pa v življenju, oziroma v evoluciji nismo imeli samo to življenje, imeli smo več življenj. In inkarnacija je evolucija, ko duša gre iz telesa v telo, se pravi, bom rekel, en tok rojstev ali evolucija, reinkarnacija je pa eno ponovno rojstvo. V bistvu. Tako nekako. In iz stališča duhovnosti, če nam pojasniš, zakaj je sploh potrebna reinkarnacija? Kakor v fizičnem svetu, tukaj na Zemlji, potrebujemo čas za vse. Za doktorat, magisterij, za bilo kaj. Potrebujemo čas. Čas je velik faktor. Tukaj potem pridemo do vprašanja, kaj je cilj življenja. Kaj je smisel življenja? Lahko rečemo, da je to relativno, ampak bom rekel, smisel življenja je pač, da nekako iz duhovne perspektive, da se osvobodimo teh slabih lastnosti, ki jih imamo, jeze, strahu, ljubosumja in da, bom rekel, vzpostavimo raj, bom rekel, na zemlji. En aforizem obstaja mojega učitelja, ki je zelo lep in se imenuje, bom najprej citiral po angleško, pa bom pa prevedel, Heaven is not a place, it is a state of consciousness. Raj ni neko mesto, je stanje zavesti. In potem pač, ko človek se bori s temi pač negativnimi lastnostmi, rata zmatran. In v tem primeru, ko pride smrt, je to, bom rekel, je smrt potrebna, da bi se pač človek spočil, ker kot sem rekel, je čas velik faktor in za diplomo, za magisterij, za doktorat radimo 10-15 let, za cilj življenja, za, bom rekel, najvišji cilj življenja, kar je enost ali samo spoznanje, rabimo več kot eno življenje, rabimo več inkarnacij. Naprimer, v krščanskem svetu je termin odrešitev. V enem življenju ne moremo doseči odrešenja, odrešitve, razjasnjenja, kakor to imenujemo. Rabimo več življenj. In zato smrt, v tem primeru je smrt en počitek, je samo pač prehod v drugo stanje zavesti, tam počivamo, potem pa
spet pridemo, bom rekel, na bojno polje. Zdaj, če smo povezani z našo dušo, potem je to dosti lažje, kakor pa če smo sami in če, bom rekel, smo tako skeptični, dvomljivi, tako da bom rekel, to je pomen, zato pač inkarnacija, reinkarnacija, da ker človek v enem življenju ne more doseči cilja nad cilji samo spoznanje, v bistvu. Rabi več življenj, ker je to, bom rekel, bolj zahteven predmet, kot katerikoli tu pač na zemlji. Ampak mnogo ljudi najbrž ne verjame v reinkarnacijo. Kako torej dokazati osebi, ki ne verjame vanjo, da ta obstaja? Ja, v bistvu duhovnost ni stvar dokazovanja. Jaz pač verjamem, vem, da obstaja reinkarnacija na osnovi, bom rekel, že kot mlad, kot najstnik, enostavno je pač to, ta vera, to, ne bom rekel znanje takrat, ampak ta vera v meni bila prisotna, ker se mi zdelo nekako nelogično, da ta moja zavest, te naše misli, da to enostavno zgine. Telo že pač gre v teh 5 elementov, se razgradi, ne? Ampak ni mi bilo logično, da enostavno pač ta moja zavest, da je ni več v bistvu, ne? Tako da v bistvu, če smo zadovoljni z tem, za našo vero v bistvu in z našim vedenjem, za našo izkušnjo. Meditacija pač nam da močen občutek, pa tudi, bom rekel, pogled, potem pač, ko malo napredujemo, da inkarnacija res obstaja. In potem smo mi popolnoma zadovoljni s tem, v bistvu. Ni potrebe po nekem dokazovanju. Ne bomo užaljeni, če kdo ne verjame. Če pa že, bom rekel, hočemo nekomu dokazati, tudi danes se znanstveniki ukvarjajo s tem za reinkarnacijo, ampak, bom rekel, uporabljajo napačna orodja. Z fizičnimi inštrumenti se ne da dokazati inkarnacija, reinkarnacija. Orodje, pod navednicami, zato je meditacija. Kakor je moj učitelj rekel, če kdo hoče, če kdo ne verjame v reinkarnacijo, mu to lahko dokažem tudi, če ne verjame v to. Prosil ga bom, da se usede pred mano in z mano in da meditira, da me gleda v oči minutko, 2. In šel bom v njegovo dušo in bom v tolikšni meri, da bo to njemu jasno, bom na površino prinesel 1 ali 2 močna dogodka iz njegove prejšnje inkarnacije, tako da bo to verjel. To je mogoče, ampak to pač včasih lahko škoduje ljudem, zato pač se ne ukvarjamo z dokazovanjem tem, da se dokazati, ampak v bistvu bo rekel, najboljše dokazilo je pač, bo rekel, pridi k meni ali pa, ne vem, pridi k meditiraj, in čeprav ne meditiramo zaradi tega, meditiramo zato, da bi dobili notranji mir in radost in tako, da bi imeli bolj mirno življenje, ampak z meditacijo sigurno začutimo, da to življenje ni edino življenje. Kaj pa ta naš strah pred smrtjo, ki je močno zasidran v našo človeško mentaliteto, bi lahko s to vero v reinkarnacijo tudi premagali strah pred smrtjo? Vera v reinkarnacijo do neke mere v bistvu pomaga pri strahu, pri smrti, ampak ne preveč, ker mnogo ljudi, bom rekel, da ve, da verjame ali v reinkarnacijo, ali bom rekel na drug način v posmrtno življenje, pa še zmeraj imajo strah, ne? Tako da bom rekel, sama vera v reinkarnacijo, v posmrtno življenje, da posmrtje ni konec, ne more odzeti ta naš strah pred smrtjo, pred našo smrtjo ali pred smrtjo naših dragih v bistvu. Potrebna je meditacija. Meditacija nam ne da samo notranji mir, mislim samo, to je zelo veliko v bistvu, nam da notranjo sigurnost.
in pa, kar je najbolj potrebno in pomembno, je pa ta božanska ljubezen. In ta božanska ljubezen ni nič drugega kot pa izkušnja notranje zavesti. Z drugimi besedami, izkušnja Boga. Notranja zavest ni nič drugega kot pa Bog. Samo pač, da nekateri ljudje imajo predsodke pred to besedo Bog. Tako da, ko v meditaciji enkrat izkusimo, ali imamo izkušnjo te zavesti, ali v obliki notranjega miru, ali v obliki blaženosti, ali v obliki ljubezni, edino potem bo šel strah pred smrtjo stran. Naprimer, jaz sem imel eno izkušnjo, zdaj, da bi jo malo da bi jo celo opisal, bi malo več trajalo, ampak lahko na kratko povem, pač bila je spontana meditacija in v meditaciji sem čutil to, kar sem opisoval, to ljubezen v sebi, neskončno ljubezen, neskončen mir, neskončno blaženost. In v tem sem videl, v tej ljubezni, v tej blaženosti sem ne čutil, ampak videl, bom rekel, večnost, neskončno življenje. Moj je bil popolnoma tih in miren. In sem čutil, da v bistvu sem lahko v tem stanju zavedno, ne bi imelo dolg čas. Bilo je zelo blaženo. In bom rekel, skozi strah pred smrtjo se lahko premaga skozi globoke meditativne izkušnje. So pa nekateri ljudje, ki enostavno nimajo tega strahu, pač nimajo. Ne? Tako da, tako nekako se pravi, če zaključim, v bistvu strah pred smrtjo ne moremo premagati samo z vedenjem, da to življenje ni edino, da obstaja še, bom rekel, življenje potem, ampak bom rekel z globljimi meditativnimi izkušnjami. Prav tako z psihologijo, z raznim prebiranjem, z analiziranjem ne moremo. Bom rekel, v naše bitje se mora usidrati ena globoka izkušnja, duhovna, in potem ni strahu pred smrtjo. Po kolikšnem času pa se duša zopet reinkarnira na Zemlji? To je odvisno v bistvu. Rekel, en tak čas je poprečen 6 do 7 let. Več, ko je duša duhovno napredna, si vzame več časa. Naprimer, Jezus je bil na Zemlji 2000 let nazaj, pa ga še zmeraj ni. Še zmeraj ni reinkarniral. Mogoče se bo, mogoče bo spet prišel. Buda 2500 let nazaj in drugi duhovni učitelji in iskalci, bom rekel, visokega kalibra si vzamejo malo več časa, pač zato, ker so močno težko delali za, bom rekel, ali za svojo realizacijo, ali za božjo manifestacijo, za pomoč ljudem, zato pač, ampak oni gor ne počivajo, tudi gor nam pomagajo in delujejo. Tako da bom rekel, da je en poprečen čas, bom rekel, da je tam 6 do 7 let. Če pa človek zelo vezan za ta svet, če je materialno vezan za denar, za bilo kaj, potem ima, ko zapusti telo, potem pač ima to njegovo, ker ko zapustimo telo, pač gre v svoje sfere, več nimamo, ostane samo ta energija, to vitalno bitje, in potem to vitalno bitje, ki pač je polno želja, ima željo, da bi prišlo takoj nazaj, ampak vse je odvisno od božje volje. Včasih to Bog odobri, včasih pa ne. Tako da so tudi duše, ki pridejo, bom rekel, čez en mesec, čez leto, ampak bom rekel, to je zelo redko. Največ 6, 7 do 10 let, tako bom rekel, to je en čas. Zdaj, nekaterim se to zdi, kako pa ti veš, to je pa bajka, to pa v bistvu, koliko sem malo prej rekel, ko človek meditira, ima izkušnje in zdaj nekateri bodo rekli, ja, mogoče so pa te tvoje izkušnje imaginacija ali ne vem, neka halucinacija ali neka, ne vem, slepa vera. V bistvu jaz vem, kaj je imaginacija, kot tudi vi najbrž veste, kaj je imaginacija. Vsi včasih si neki imamo domišljije, halucinacije, ne haluciniram, nikoli nisem nobenih drog jemal. Ko sem bil najstnik, sem malo po pivu in to je to, drugače niti kadim, ne, niti nobenih drog ne uporabljam, tako da drugače pa, kako bi rekel,
Sem pa enkrat, ko sem vozil avto, ko sem šel na daljšo pot, sem vozil 20 ur in potem, ko človek ne spi, lahko sem malo tako, ne. Tako da vem, pa tudi na osnovi, ko ti meditiraš, se lahko poistovetiš z drugo osebo, ne. Se poistovetiš z drugo osebo in na osnovi istovetenja lahko čutiš osebo. Tako da vem, kaj je imaginacija, vem, kaj je, bom rekel, kaj so halucinacije, vem, kaj je realnost, ki jo jaz čutim, ne. Tako da ljudje, kdor verjame, ni treba verjeti, ampak jaz globoko, ne bom rekel, da čutim in vem, ampak to je enostavno, zame to tako je v bistvu. Kaj pa regresija, če vpeljeva še en dodaten pojem iz te sfere, kaj menite pa o regresiji, ki pravzaprav brska po preteklih življenjih? Ja. Psihologija se dosti s tem ukvarja. To ni, bom rekel, duhovni način. Zato, ker pri regresiji gremo ali v pretekla življenja, brskamo po preteklih življenjih, da bi najdli napake, zakaj smo kaj naredili. Ampak to, mislim, jaz iz duhovne perspektive, iz svojega stališča ne svetujem to ljudem. Zato, ker obstaja tudi en aforizem, ki se mu reče past is dust, preteklost je prah. Pravi, vse slabe stvari pozabimo. Gremo naprej, živimo tu in zdaj. Zdaj, ljudje, recimo, če ima človek, ne vem, panični napad, potem se on sprašuje, kako, pa zakaj, odkod, vse prav je, okej. Ampak ko enkrat človek dojame, da ta panični napad, da je vzrok za ta panični napad, naprimer strah pred, ne vem, vožnjo po avtocesti, je to popolnoma dovolj. Ampak kar ljudje delajo napako, je pa, zakaj imam jaz ta strah z avto, da bi se vozil po avtocesti in potem, ne vem, brskajo po genih in regresijo. To ni potrebno. Popolnoma dovolj je da se ti zavedaš, da ozavesti, zakaj ima strah. Aha, mene je strah avtoceste in zdaj bom delal na tem, ne. Zdaj pa, da bi šel v regresijo, da bi šel v preteklost in tam kot prvo bi rad povedal, da če človek ni zelo, zelo duhovno napreden, ne more zelo, zelo težko, skoraj da nemogoče, da bi videl in spoznal svoja pretekla življenja. Če pa že vidi, kaj je delal narobe, naprimer, če zve, da je v preteklem življenju nekomu škodoval, da je nekoga poškodoval ali, ne vem, lahko doživi travme, ne vem, in to je brskanje po podzavesti. V podzavesti so smeti, so potisnjeni strahovi, tudi, bom rekel, slabe stvari iz prejšnjega življenja. In tako da ne priporočam ljudem da grejo v travme oziroma v regresije, ker tako se problem nikoli ne reši, tako se problem, bom rekel, problem oziroma dejanja iz prejšnjih življenj prinesejo v sedanjost, in če to dejanje ni pozitivno, bo sigurno slabo vplivalo, tako da to v bistvu ni rešitev. Tako da živimo tu in zdaj, ozavestimo, zakaj imamo problem, in to je popolnoma dovolj. In z tem, ko živimo tu in zdaj, bomo, in ko stremimo, seveda, bomo definitivno rešili vse probleme. Ob času. Seveda potrpljenje je tudi faktor. Seveda me pa še vseeno malo več zanima o tem vpogledu v prejšnja življenja. Lahko mogoče nek laik, mogoče nekdo, ki se ne ukvarja z jogo, z meditacijo, tudi doživi ta vpogled v prejšnja življenja. Se mi zdi, da mnogo ljudi govori o tem, da so spoznali, kaj so bili v prejšnjem življenju. V bistvu lahko, ampak to se zgodi tako, bom rekel, spontano, slučajno. Z zavestnim, bom rekel, brskanjem je to zelo težko v bistvu. Pa tudi mi ne meditiramo zato, da bi spoznali svoja prejšnja življenja. Bom rekel, to je en, bom rekel, stranski učinek meditacije, ki se zgodi potem, ko meditiramo, ne. Velikrat tudi jaz slišim, da ljudje pravijo, ja, v prejšnjem življenju sem bil to, sem bila to, ampak
Doskrat pač vidim, da so to tako, bom rekel, ali neke želje, da bi bil to, ali pa enostavno, bom rekel, domišljija, kako, ker obstajata dva načina, da lahko pač se pravi, duša, ko enkrat vzame, ko določi spol, ne, v človeški obliki, potem gre duša do konca, če vzame moški spol, do konca, do samospoznanja se bo rojevala kakor moški. Če duša vzame, če se reinkarnira kakor v ženskem spolu, potem bo do konca šla, ne, tako. Slišim pa dostikrat, da ljudje pravijo, ženske osebe pravijo, v prejšnjem življenju sem bil ta in ta, to je v bistvu nemogoče, v celi zgodovini, ne vem, milijarde in milijarde reinkarnacij se to mogoče zgodilo 4-krat ali 5-krat, ne, tako da že to pove potem, ko pravijo, ne, ja, v prejšnjem življenju sem bil pa princ, v prejšnjem življenju sem bila pa kraljica, v prejšnjem življenju sem bil predsednik, v prejšnjem življenju sem bil, ne vem, minister, noben pa ni bil navaden človek. Tako da v bistvu lahko ima vpogled posebej, če je človek v prejšnjem življenju meditiral, če je bil globoko razvit in potem v tem življenju je pa še zmeraj ni sprejel duhovnega življenja, pač lahko, kar se dogaja včasih je pač tudi, da človek doživi tako izkušnjo, v bistvu pa ne ve, da je to iz prejšnje inkarnacije pač. Ampak to je zelo redko, bom rekel, da bi videl svoja prejšnja življenja in bodoča je, bom rekel, potrebno aktivirati ali odpreti tretje oko, Ajna čakro. To je oko vizije. To oko nam pokaže preteklost, sedanjost in bodočnost. In še marsikaj več nam lahko to oko vizije. Naprimer, s tem očesom lahko vidimo svojo dušo in tako naprej. Ampak tudi to je potreben čas, če bi zdaj nekomu duhovni učitelj, če bi nekomu odprl tretje oko, kar lahko duhovni učitelj to naredi, če je pač samo realiziran, potem bi to za osebo, če ni pripravljena, bi bila to, bom rekel, prej slaba, kakor pa dobra izkušnja. Ne? Tako da, bom rekel, odgovor je bolj ne, no, kot ja, no. Se pa to dogaja občasno. Morda za konec, če se vrneva kar k meditacije, zaradi katere tudi gostujete na naši televiziji, kako, če skleneva, kakšen je končni cilj meditacije? Kot sem na začetku malo že povedal, v bistvu nekateri meditirajo za sprostitev, pač tako da bi bolje spali, za neko olajšanje, ampak to je rekel tako, to niti niso vaje meditacije, to so vaje sprostitve, rekel joga, vaje, prav meditacija. Meditacija pomeni poglabljanje v sebe, v svoj globlji jaz, v svojo dušo in končni cilj meditacije je kako se reče v sanskrskem jeziku, mokša. Mokša pomeni svoboda, osvoboditev od vseh teh slabih lastnosti, da jih zdaj ne naštevam. Strah, depresija, frustracija. Strah je, kar, bom rekel, zajema, kar, bom rekel, vse, bom rekel. Strah je, če ima človek ljubosumje, če ima človek jezo, če ima človek, ne vem, ali panični napad, ali socialno anksioznost, je tam strah prisoten, ne. Tako da, končni cilj meditacije je, da nas osvobodi vseh teh slabih lastnosti in da nam da mir. Ampak ta duhovni mir, notranji mir, radost, ljubezen, božansko ljubezen,
Te termini se dostikrat uporabljajo, ampak nažalost jih ljudje malokrat čutijo v bistvu. In tem izkušnjam ni konca. To niso statične izkušnje. Izkušnje notranjega miru, radosti, ljubezni, luči. Ne. To je, bom rekel, zato ker Bog ni statičen, ker on presega svojo veličino, zato tudi v bistvu notranji mir, notranja luč niso statične. Vedno lahko imamo več miru, več modrosti, več luči. Tako da končno je cilj meditacije samo spoznanje. Se pravi, kdo smo. In ko spoznamo, kdo smo, ko se poistovetimo za svojo dušo, svojim notranjim jazom, in ko je to poistovetenje stalno, to je potem v angleščini je termin God realization, spoznanje Boga, spoznanje sebe. Tako da to je, bom rekel, iz najvišje duhovne točke gledanosti je to končni cilj meditacije. Pa mogoče še res čisto zadnje vprašanje. Nekako, kaj bi svetovali gledalcem in gledalkam v smislu, če bi se želeli lotiti meditacije, ne, torej tega preganjanja negativnih čustev, klicanje pozitivnih čustev, samospoznanja, ali v bistvu sploh niso potrebni neki napotki, če si tega želiš, pride samo od sebe, da znaš meditirati? Za začetek bi jim svetoval, da sploh ne razmišljajo o samospoznanju, ampak kar največ potrebujemo v tem času je notranji mir in ljubezen, da lahko odpustimo drugim, da razumemo drugim, pa modrost in tako naprej. V bistvu svetoval bi jim, da najprej preberejo par duhovnih knjig. Tudi svetoval bi vam, da preberejo duhovne knjige, ki so jih napisali vzhodni mojstri, ker pač meditacija prihaja iz Indije. Moram tudi reči, da vsake knjige, ki so jih napisali indijski mojstri, niso vse, bom rekel, kako bi rekel, vse dobre, ne? So tudi tam so, bom rekel, fake, ne? Bom rekel, lažni guruji in tako naprej, tako da pač jaz pač lahko svetujem par knjig, naprimer svojega učitelja od Sri Chinmoya, potem od knjige od Sri Aurobinda, potem Sri Ramana Maharshi, Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda. Te knjige se dajo dobiti pri nas v knjižnicah, v knjigarnah. Da si preberejo teh par knjig, potem pa, da si najdejo eno skupino, ker podpora skupine je zelo pomembna, sami gremo težko. Tudi, bom rekel, v solo športu rabimo podporo. Posod rabimo podporo skupine, ne? Tako da si najdejo kakšno meditativno skupino in da jo obiskujo enkrat na teden ali ne vem, dvakrat na mesec in pa pač, kakor sem že dostikrat rekel v svojih oddajah, duhovnega učitelja, v katerega imajo vero, v katerem čutijo resničnost besed, ker kakor za vse v življenju potrebujemo vodstvo, zakaj pač potem v meditaciji, ki bom rekel malo bolj zahteven predmet, kakor pa predmeti v šoli. Tako da se pravi, prebrati par duhovnih knjig in pa stremeti za mirom, lučjo, pozabiti na regresijo, za začetek pozabiti na samospoznanje, ampak stremeti za notranjim mirom, radostjo, ljubeznijo in pa si najdete duhovnega učitelja, da nas lahko vodi, ker mnogi potem grejo na, bom rekel, stran poti in začnejo odpirati neke čakre in tudi regresijo, kar je pač lahko nevarno. Gospod Ananda, najlepša hvala za vsa pojasnila, se veselim vseh nadaljnjih oddaj. Dragi gledalci, drage gledalke, upam, da tudi ve oziroma vi in nasvidenje do prihodnjič in res hvala za pozornost.